Mislim, verjamem v spolno usmerjenost, ampak jaz verjamem bolj v atrakcijo med dvemi osebami, v energijo. Ti samo si potreben, stari. Ne, In nisem. rečeš Ti vsemu si ja. potreben. Tako neki da. Seksa več! Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast Slovenije, čalim podcast, like, komentar in subscribe. Danes z vami je Ribmanič, dober dan. Imamo tudi Jureta danes z nami. In Jure, kdo je še z nami? Na naši desni. Tim. Čal. Kako smo, Tim? V redu. Vi kako ste? Mi smo super, zdaj ti nam povej, kdo je to. To sem jaz. This is new me, new season, new me. Tako da, ja. Malo sem naredil spremembe, ker sem se že naveličal v svoje brade in stvari, pa sem hotel malo videti, kako izgledam v nekem drugačnem luku. Kako je biti brez brade? V redu, malo boli, iskreno, to vse obrit in to po tolkem času, ampak drugače v redu. Siš boli kot čustveno. Ko briješ. Ja. Ampak ne, malo sem hotel spremembe, da vidim, če lahko pulam off no bra look, ampak meni je kar okej. Bih mogel malo mogoče boljše zbličati. Ne, sem hotel, da se malo vidijo, zaradi tega, ker ko gremo v službo, si jih pobarvam. Aha. Pa so take bionde hude. Ja, Za službo si kot normalen. Ja. Tako da ja, malo spremembe, malo to, malo tipo full folk je mi rekel, kao joj, kaj imaš identity crisis, ampak ravno obratno. Mislim, da nisem nikoli bil bolj psihično stabilen in bolj tipo jaz, kot sem zdaj. A prav si rekel, no, fuck it, prošen, si šel provat, ni da je bilo tle neki... Ni bilo nič globokega, ne, bolje bilo pač, da vidim, če lahko pulam off ta look in sem videl, da ga lahko in da vidim, kako izgledam brez brade po tolkem času in tudi glede moje filmske karijere me je zanimalo sploh, kako izgleda moj obraz in kaj bi lahko selal in kaj ne. Tako da, in, ja, ne, ti pravim, je bilo bolj tako curiosity, ali pa kar ni bilo nič bolj deep. Ok, Jure, Ja. od 1 do 10, kako rejtamo te luke od Tima. Mi smo ga videli v dosti lukov, ta je kje. Top tier, low tier. Meni je hud. Je presenetljivo dober, stari. Meni je v redu, samo si kot nek Doja Cat, ki ni ona tako. Ma ne, Doja Cat jih je prav obrila, mislim, dosti A je ljudi obrila nima, jih je? Ja, dosti ljudi nima obr, tako da če to zdaj tako je pač, ja, Doja Cat je zdaj ena med zadnjih. Zakaj jih ne obriješ? Zato, ker rabim delati. In Ja, prej rekel, da in ne bi rad si jih prišel, narišeš, kaj ne je bi za rad prišel črto? zraven mize in bil dober dan, kaj boste in da mi oni rečejo Biblijo, ker pač ne, ni lih primerno. Tako da pač še vedno delam z ljudmi, še vedno sem v Sloveniji, ajde Italiji zdaj, ampak Da si malo presentable. se mi vseeno ne zdi, še vedno sem mogoče staromoden glede tega. Ja, res ti izgleda, si tako staro, to je res tako staromoden. Ne, staromoden glede dela in kako Ja, pač valjda. moraš zgledati na delu in osnovem bonton in levo-desno pač. No, to je lepo. Vedno Kaj, sem se v nekako... bontonu ne piše, da rabiš obrvi med. Ja, ma dobro, presentable. Ampak ja, mislim, lahko sem tudi Doja Cat iz Wisha, ampak ne vem, no. Vse v redu, Povejte vse v vi. Samo prosim ne pisati, da zgledam, kot da imam veste kaj, ker pač pol boste dali to energijo name, tako da prosim ne bi rad zbolel ali karkoli. Ker mi je že dosti Ne, meni ljudi izgledaš reklo. kot en tak umetniški gej iz 80-ih. Tako Freddie Mercury je hengal s tabo na sex partih. Ja, Tak vibe, I tak see malo it. retro I see it. vibe. Tako da ful ne, meni je bila fora, da sem gledal stare slike, ko sem bil brez brade in sem imel ful Podbratka. en vrat, štekaš, ker sem bil cel napihnjen od alkohola in sem imel, ne vem, okvirno enih 10 kil več, kot jih imam zdaj. In je bilo vse Puffy. puffy, je bilo ful, ti vlade sliko ti jo pokazal, je, o moj bog. In mi je bilo ful strah in tako sem bilo nič, najprej sem glavo in tako obrijem glavo in in pol obrijem tako žiletko in se gledam nič, jebi ga. In sem tako obrijem, tako ko sem pol videl, da nimam več toliko podbratka. Nice. Sem bil ful vesel, tako res. I'm really comfortable in my skin. Ko je zdaj biti po tolkem času sober? Tako, zdaj bom iskreno povedal, res iskreno povedal, je ful težko najdeti nek ritem in najdeti nek pis, zato ker ti vrže ven vse, kar si zapiral v sebe in moraš se dejansko soočiti s tem do
najmanjše stvari se moraš soočiti. Ja, to je dobro. In je dobro, je cool. Ampak pač je težko, samo je cool. Enkrat, ko priješ, kjer sem jaz zdaj, je super. Moram reči, da za Kres smo se dobili in sem malo pač vibal in to in sem pač spil in sem rekel nič, da pač po 10 mesecih, da nekaj spijem, nisem nič konzumiral, razen alkohola, ampak me je že ob 11:30 obrnilo, tako da sem šel na WC bruhat takoj, ker pač nimam več tolerance, ne nič. In moram priznati, da to, ko zgubim stik sam s sabo, mislim, to kontrolo nad svojim jazom, kot jo imam zdaj, mi več ne štima. Pač mi ne morem, da zgubljam kontrolo nad sabo in nad stvarmi, ki jih delam in je alkohol is shit. In naslednji dan sem bil prvo, ne, ni šans. Mislim, bom spil še kdaj v življenju, če se bo kdo poročil, če bo occasion ali ne vem, karkoli. Ampak se ne rabiš iti vedno šeka, ne, kozarček dva. Ja, ma veš, ko ne piješ nič, spiješ 3 tequile and you're down. Plus dieta in sem bil gotov. Ampak, kaj pa, povej. Kaj ti je najbolj pomagalo skozi teh 10 mesecev? Nič. To moraš res Sam greš. Samo greš, pač moraš se odločiti niti ne smeš kvitati. In you're alone in this, kot si alone in the world in si samo ti in sledi samo sebi in svojim interesom na koncu dneva, tudi če to narcist. Ja. Ampak ja, delaj to, kar je prav zate in alkohol, toliko ga pač lahko reklamirajo, je ful slab, še vedno se mu reče spirit in še vedno vsi pač, ko spijemo to, fulkrat ti bojo rekli, da ne vem, je kot da te nekdo obsedil, kot da si bil nekdo drugi, kot da nisi bil ti, ja, ker pač jaz verjamem, celo življenje sem verjel v energijo, v meditacijo in vse te stvari in to sem nekako zgubil med svojo potjo v substancami in alkoholu, ampak zdaj sem spet pač jaz, končno. In ja, alkohol je slab, pač to ti da zelo low vibration in zato blackoutaš in delaš dumb shit. To je pač government dal zato, da pač nas drži na unem nizkem. Conspiracy. Ne, mar res, je pač una nizka vibracija pač in se ujameš, mislim, ni v redu, pač to ni nič ni v redu. Ok, če occasionally enkrat na leto, dvakrat na leto, kaj spiješ, ampak pač ni ok, to je fucking toxic in zelo slabo za vse. Tako. Strezno si se malo, se vidi. Jaz sem ful v redu. Pač jaz sem res, I'm ok. Da prej nisi bil, ne? Ne, nisem. Možda si boljša verzija. Ne, nisem bil v redu prej. Zakaj misliš, da Ker nisem bil, zato ker sem se vsak dan zbudil razmišljal, da bi se pač sem bil suicidal, sem bil addicted, to ni v redu, sem to ni v bil nesrečen, moj body ni bil healthy, my spirit was not healthy. Mi je zanimivo in se mi zdi prav, koliko si harš nas glede tega. Ja, vse druge ni. Ja, sej to, ne tako, zanimivo. Jure, kaj novega pri tebi? Same old. Same old. Koliko projekti? Same old. Koliko muce? Same old. Vse štima? Same old. Produktivnost? Same old. Fitness? Same old. Kaj pa pri tebi? Same old. Same old je lahko ime. Same old. V glavnem, ti si prej rekel, da imaš eno novo dieto in si prijem se držiš, kaj naraje kuhaš? Tako, zdaj jaz moje diete ne bom priporočal nobenemu, ker začetek je bil malo preveč abstrakten in nezdrav, ampak jaz sem prva 2 tedna festal, torej sem jedel na 20 ur in sem pojedel eno brokar, to ni ok, to ni zdravo, ne priporočam, ampak Vse to dela dosti ljudi. Ti tudi ne zdaj vem, neki če je to, ne? zdravo ali ne, ampak ful ljudi mi rekel, ne moreš tako in sem bil lej, pusti me, jaz poznam svoje telo, skupaj sem fucking 8 do 10 kil sigurnih, nisem se vagal, ampak poznam toliko svoje telo, da vem, kje sem nekje okvirno s kilami. Pa ne, kaj nam ni to ali razlago, da neki On to dela non-stop. je celo dobro za tvoje telo in celice, da vse dajo ven in da se naučijo malo preživeti in se ujačajo. Točno to sem naredil, jaz sem se odločil, da bom pač se vzel 2 tedna in pol je bilo celo. In sem rekel, pač zdaj bom se stradal telo, totalno ga bom dal v šok, da pač regenerira vse po vsem tem času. In sem pač jedel kuhano, nisem jedel več pizdari, od bureka do pice, do vseh teh kacad, ki jih jem in smoki in čips, ker pač to je meni, ko sem nehal piti in to je pač bil moj escape. Pač. Veš kaj, jaz ne bi rad bil, tvoje telo. Nekaj res,
pelješ iz enega ekstrema v drugi, Ja, v tretji. veš kaj ti povem, potem pač korenine bojo močnejše. Ne? Ja, lahko da res. Ko vsako Ne, drevo, če drevo preživi ogromno neurje, one korenine se toliko primejo, da ga nič več ne more ubiti. Tako da pač. Ja, to se strinjam, ja, ampak ne vem, če si lik drevo. Ja, sem. Mislim, jaz vem, kaj sem. Ne, zato ker ja, dobro, se to zato verjetno te šoki niso najboljši, ampak Ampak ja, ne, Če se ti no, sem ga počutiš okej, šokal in se spucal in sem pol začel si skuhati. Začel sem si kuhati ful zelenjave, ful mesa, pač protein, mislim, ne vem, kako se to izražam, ker pač... kaj proteini, kaj je? Mislim, Ogljikovih hidratov in to ne, misliš? ogljikovih hidratov se ful izogibam. Okay. Čeprav ni prav, da se jih izogibaš. Ne, ma ne vem, odvisno Jaz to kaj ne hočeš. vem, ampak, Odvisno kaj hočeš. Meni mi pač ne sedajo. Pač Mislim, jih jem v tipu kakšnih oreščkih in to, pač ne jem jih v kruhu in teh pizdarijah, ampak pač pazim, da jih jem v drugih stvareh in meni je cool, ti pravim, da moji možgani so se mi zbestrili, mislim, misel se mi je zbestrila, koncentracija, fokus, vse, mislim, boljše sem pač, ampak res pazim, da si skuham, da pojem, da je fino in tako. Kaj najraje kuhaš? Jaz najraje delam škifo hrano, ampak jo ne delam več. Če reče, kaj najraje kuham, meni je lepo kakšen burek narediti, kakšne sarme. Znaš narediti burek drugače? Ja, valjda. Moraš enkrat narediti burek. Lahko, komoci sem že naredil. Okay. Sirnico, pač te balkanske jedi znam, to je mene vse Nona naučila. In to je meni najlepše delati, tako in pol najest svoje... Nahrani druge. Ja, nahraniti druge. Drugače zdaj pa kuham kakšen piščanček, mesek, jajčka, avokado, solatke. Dej dropnjen receptič. Od Tima. Receptič, kaj pojem na dan. Ne, receptič za eno jed, ki jo narediš ful dobro. Ki ti je ful všeč. Pa kaj si nam prej razlagal, kaj kuhaš, kako si delal? Ja, vem, ampak to ni moj favorite food. Pa zdaj ti rad, kot si prej povedal, povej zdaj za eno tvojo favorite. Ok, jaz ful rad delam pašto. Pašta mi je ful fina meni. In jo naredim ful rad tipo z 4 sirje. In dam pač ful sirov in ful smetane, ful vsega, da je pravno masno. In pol skuham paštico in jo dam tako v ono stekleno. In zlijem to omako čez in pol popečem tipo tale... tipo gratinirano. Bacon in zmešam bacon vse tem, da je tako hrustavo. In še za na konec dam gor lepo, tipo mogoče kakšno bešemelco, kaj takega in bacon in parmigiano in dam v pečico, da se to vse gratinira lepo in pol to je. Tipo nek mac and cheese. Ja, tipo okay. To recimo, viš, to je ful dobro, samo to pa res ni zdravo. Ne? Pa ja, zato ja, sem recimo, rekel, to totalno ni zdravo. Zdaj za zdravo, recimo, ne vem, zjutraj si naredim kakšen grški jogurt z kakšnimi, ne vem, kosmiči, tu in ne, ampak recimo si ga zmešam s kakšno bananico, s kakšnim sadjem, malo peanut buttera, lih da mi je uno, da nisem brez unega, pa te ne vem, kakšno kosilo, solato. Ne vem, ful sem odkril, da mi je ful fina solata, če jo zmešam z grškim jogurtom, limono, malo gorčice in oreščki, losos, tako to mi je kar cool, kar fino. Vojp, ti? Jaz kaj? Kaj je tvoja specialiteta? Dropni receptič. A ne vem, jaz naredim dosti krat si kari. Res je. Kari? Ja. Kari, kaj? Nasekljaš malo čebule, malo česna, lepo popečeš v ponvi na oljčku, daš malo piščančka, pa dodaš malo kokosovega masla, malček smetane mogoče, narediš omakico, narediš riž, zmešaš skupaj. Vibe. Ne, ma je dobro, kar je dobro. Probajte, da kar je. Ja, kaj pa ti, Matej? Kaj ti mama najraje skuha? Najboljša kuha je od None, ne? To ne bom lagal. Včeraj sem naredil najboljšega piščanca ever v lifeu. Mariniral sem ga samo v olivnem olju, cel dan. To vsi imate s temi piščanci včeraj, kaj mariniranjem piščancov? Cel dan se marinira v olivnem olju, pol malo česna pripražil, bacu gor, sojina omaka, 2 sirčka, una trikotnasta, una debela, ko so oni sirčki, uno zmešal, vrgu not pašto, the shit, stari, the fucking shit. Kaj dejansko pomaga kaj to, da jih mariniraš?
Ja, veš, ko so taki mehki, juicy ratajo. So boljši, ne? Jaz sem ga mariniral v limoni in zeliščih, malo bazilike in to, in je bil prav tako juicy, fin. Res. In zraven si da malo avokadota in koruzo. Jaz mislim, da pri kuhanju je lih ta fora, ne? Lahko greš z onega ekstrema, da deraš hrano samo da ješ, lahko pa porabiš ful časa na hrani. Jaz sem si mislim, da bi rekel, da v spodnji polovici, tipo manj časa, samo jem, da lahko pač, da preživiš. Ja, pač, jaz sem v tej spodnji polovici, nisem v nezgornji, ko videl, po mojem. Ma jaz zdaj pač si moram kaj skuhati, ker pač ne bi rad se zredil, ker... Jaz si skuham isto, samo ne vem, bom mariniral piščanca, razumeš? Ma dobro, kam ješ, Ma ne, če ga en dan prej kupiš, ja, en dan ga prej kupiš, jaz sem ga hitil pač posodo, olje, bom in je bilo tam, jaz sem ga dal v hladilnik in je bil. Pač ja, moraš vzame pomisliti, da ti boš 2 minute. dan jedel piščanca. Jaz razmišljam s tem dan. Jaz kupim isti dan, kaj bom jedel. Jaz ne kupim naprej, ponavadi hrane. Koliko porabiš za denar? Koliko porabiš za denar? Koliko porabiš za hrano? Po nekšnih 450 € sigurno na mesec. Na mesec? Po moje, ja. Če bi rekel tako na dan, ki kupiš iz dneva v dan za porabiti. 20. Za vse obroke? Ja. To je. Ja, pač recimo... To je kar malo, Ma ne, niti ni tako malo, no. Ma ja. Normalno. Ja, normalno, tačno so cene zdaj. Ja. Ne vem, jaz imam srečo, da delam že celo življenje v gostinstvu in v restauracijah in v barih, kar pomeni, da pač Lahko vzameš domov na pač delovnem hrano iz mestu. hladilnika. Ne, jem na delovnem mestu, doma pač nimam nič, ker živim sam in se mi ne da kuhati in kot sem si kupoval špežo zato, da prišparam, je šlo vse večinoma v smeti. Tako da sem pač odkril, da to pač nima smisla. Ja. In ja. Drugače, največ denarja gre za praške. Dragi so, veš? Recimo, ne vem, tipo 25 € nekuni za prat perilo. Ali pa za pomivalni stroj je tudi drago, no. Kaj imaš? Imaš tekočino ali tablete? Tekočino. Imam nek nov mehčalec. Kjer je? Ful lepo diši. V nekaj so kupili takrat? Ne, nekega drugega. Ma, gledajte, tako vam povem, glede mehčalcev, ne, imam enih par tips and tricks. Slišim, ajde. V glavnem, definitivno Lenor, tipo Viola Plav, ono je meni. Ni sponzorirano. Od Lenorja so jaki. Čeprav nima veze. I'm gonna pay the bills. Veš, ko diši. Me ne briga, koliko stane, pač uni feeling, ko prijem domov, mi celo stanovanje dajo po čisti, mislim, po praščku, po mehčalcu in rjuhe in vse, ne, to je to go. Tako da, ko daste prat, ja, ok, daste mehčalec, ampak pred koncem, tipo 20 minut, je trik, 20 pol urce, daš takrat še malo mehčalca. Ker takrat ga pol še bolj marinira v obleke. Član marinira majice. Da pridejo do ne res. Potem imam še en trik, recimo, ki lahko kupiš ono šprico za obleke. Je šprica tipo diši. Ki diši po mehčalcu, ko imaš v omari ful časa stvari, pa če svojo omaro odprem, jaz sem šel iz enega ekstrema v drugi. Okay. V enem letu, jaz sem zdaj doma tipo... Se boš našel pol nek bel. Grave, tipo vse da po mehčalcu, vse čisto, ekstrem, tipo res sem šel iz red girl v clean, peaceful era. Clean red, laboratory red. Pač grave, stari, nerealno, res. Rjuho mi non-stop menjam, v glavnem, in pol vzameš ta in odpreš tako Omaro. Tako se ful pošpricaš, tako zapreš in pa naslednji dan, ko odpreš. Se ne vem, ki se jaz neki... Ampak, ko zmanjka ta šprica, to lahko tudi še vedno, to mi je moja prijateljica povedala in deluje, to lahko še vedno ne rabiš kupiti, da daš tipo toliko Lenorja, no, ti napolniš z vodo in to je to v bistvu. Ampak kaj ti to naredi? Samo ti diši obleke? Ti osveži obleko, ja. A tam to fajn daš prat? Ja, daš prat, ampak če imaš eno majico v omari, recimo, jo nisi nosil in jo imaš 3 tedne not, ne bo dala več po mehčalcu, se narediš kot daš prej. Mislim, mogoče vsi ne veste tega trika, ampak ful je dobro, da takoj sušiti, ko se opere perilo. Ja, valjda, to obvezno. Jaz sem enkrat se zajel. Jaz fulkrat sem naredil tako, da sem mogel da 3-krat prat zapored. Ja, zato smrdi po mufi. Veš, kot to za mufa, stari. Ker za mufa in pol ne moreš rešiti tega vojna nikako. Rešiš več počasi. Ja, ga daš 15 krat. V enem letu te še vedno kdaj zavoham, kakšno majčko, ki je ostala not. Dobro, veš kaj? Jebte se, stari, pač survival. Ampak veš kaj jaz zdaj razmišljam, veš, koliko sem razmišljal, stari, da greš gledat podcast za nazaj, mene, na začetku, kaj sem govoril in kaj govorim zdaj, je tipo obrat, velik obrat.
Šlanzi dropa hinte prej, ko ga najboljše snifa zdaj, ker je Nikoli mehčalec. ne bom nehal pit, celo življenje bom živel ta life, ker to je point. Ne, ni. To je Se je bullshit. spremenil v eno leto, ne? To je bullshit totalen. Ja, ok, 5 čez 100 vsi morajo iti, ampak ne, mislim, nič ni čez to, ko si ti peaceful with yourself in bolano, pač prelepa. Ti si srečen sam s sabo? Jure? Ja, zakaj ne bi bil srečen sam s sabo? Super sem. Tako, zdaj ti ima si videl v enem letu, kakšne napredke je naredil. Kaj si ti želiš, da narediš čez eno leto? Napredki na sebi, v Veš kaj, lifeu? Ima 1 milijon. Jaz, tipo te bitke, ki se tim zdaj bojuje, sem jaz bojeval že, mislim, nisem nikoli bojeval, ampak sem že vse razčistil, to že full let nazaj. A nisem te vprašal njegove, vprašam te, kaj Ampak ti bi rad ne, hočem spremenil. povedati to, da pač, pol pa če hočeš sebe postaviti v red, je tako po mojem basic, ne, veš, zdaj ko si sebe postavil v red in zdaj greš lahko še naprej, tipo druge stvari se nove, ne. Ma meni mi je To to... hočem reči, pač ja, ampak zdaj je ta težek part, saj to je ta težek part, ki pa traja lahko 5-6 let, da narediš neki pol ven. To je zdaj spet pa čisto drugačen pogovor, če vprašaš me. Zato, ker vsak ima drugačne ambicije in vsak ima drugačne cilje v življenju in vsak teče svoj maraton. Ja, vse Tako da to. nikoli se ne sme noben pač primerjati z nobenim, you're competing just for your fucking self in to je to. In to, da je pač neko pričakovanje in neka obsesija pri ljudeh, da moramo nekaj narediti, da moramo nekaj dati, da moramo nekaj, je bullshit, ker pač iz moje strani vsaj je bullshit, ker jaz pač bom bolj srečen, če bom jaz miren sem s sabo, ne glede na to, ali sem kje ustvaril ali nisem ustvaril, kot pa da jaz svojih naslednjih 10 let dam vso svojo energijo, vso svojo voljo, cel jaz v nek projekt, ki ga hočem narediti, da ga naredim, da dokažem sebi, da zmorem, ali neki, ne vem, kaj bi bil ta cilj, ampak da pol vidim, da v bistvu tudi to me ne usreča in pol bom spet hotel več in več in več. In ker tako pač, takšen sem jaz. Pa kaj ni to čar life-a? Tako vsaj jaz delujem. Pač jaz bom delal stvari, bom ambicija, jaz že vem, kaj hočem probat narediti ali karkoli, ampak ne bom pa nikoli dovolil temu materialu ali tej stvari, da vladuje mojemu občutku, mojemu miru in temu, kako se jaz počutim. Zato, ker pač ne. Veš kaj mislim, ne bom si jaz nek cilj zadal in zdaj samo vse, kar imam celega jaz dal za ta cilj, zato da pač prijem do Koga tam. misliš pol osvojiti? Pač vse je z razlogom, vse, kar se dogaja, se more zgoditi. In je zanimivo se spustiti s tokom, definitivno z nekimi idejami, ciljami in se truditi za to, ampak zanimivo se spustiti s tokom in občutiti vse, kar imaš za občutiti, od vseh občutkov, do vseh žalosti, do vsega, kar imaš, zato ker to je basically igrica in ti moraš iti čez Jaz vse imam... te feelinge in te trenutke, zato da boš pač ti boljši jaz in iz dneva v dan se boš učil nove stvari, da boš iz dneva v dan lahko kjerkoli drugega naredil. Zato pač, kot je Jure rekel, da pač zdaj prije ta težek part, ja, zate. Meni ta težek part je bil neprejšen. Vse razumem, kaj si hotel povedati. Meni je bil težji ta del, Ja, ne pravim, saj ne pravim. kot to, kar zdaj prihaja. Ker to, kar zdaj prihaja, mi je mala malca, zato ker pač Boš videl, nič ni mala malca kot prvo. Že prvo to, nisem ker že ta... tak materialist. Ma sploh ne govorim materialno, govorim sploh, zdaj bo prišel tudi čas, ko se boš vprašal, kaj sem zdaj jaz to naredil. Kaj sem naredil? Kaj je tle, zakaj si tle? Zakaj sem jaz tu? Jaz vem, zakaj sem tu. Bo prišel čas, ja, dobro, če veš pol vse, ampak pol kaj, ne boš naredil, kaj boš pa naredil zdaj? Nič. Kaj moram kaj narediti? Ma, bo prišel trenutek, ko kaj se ti zdi, da no, veš, kaj pa moraš narediti? Kaj je moj recimo? purpose? Ja. Moj purpose je definitivno filtrirati negativo v pozitiva. Pač, tako da pač jaz kolikor toliko bom pač tu, kjer sem in če bojo pač ljudje rabili mene zato, da jim pač pomagam se boljše počutiti ali karkoli bom, zato sem tudi tu, ker mi je lepo narediti, da se ljudje boljše počutijo s pogovori s tem ljudmi, zato ker konec koncev dneva pač bodi človek do sočloveka in v bistvu mene bo sreča to, če bom videl, da sem nekoga vsaj malo usrečil in ga popravil in mu naredil boljšo voljo kot pa karkoli drugega.
ker se mi zdi, da moj purpose tu na tem svetu ni tako materialen, ampak je bolj spiritualen, kot je bil že v samem začetku, ko sem začel odkrivati, kdo sem, kaj sem in kaj bi rad počel, vedno me je pač vleklo v meditacijo, vedno me je vleklo v te stvari. Tako da ja, če bi nekako, kaj je moj purpose, pač rad bi shareal positive energy. Mislim, recimo, tako primer, pač zdaj delaš v tam v restauraciji. Zakaj mora delo... Ne, samo da ti povem. Ja, okej, povej. Delaš v restauraciji, ampak bi recimo šel v to stvar, ki delaš, recimo, da bi pomagal, da bi probal se kaj bolj z tega izobraziti, ali kaj, mislim, nek nov korak naprej, ali to ne razmišljaš? To ne razmišljam zato, ker kot sem ti rekel, pač se bom spustil s tokom in verjel v... Ampak si ti ne zdi včasih, da če se spustiš preveč s tokom, pa dejansko, in kaj, če je ne, zato, ker imam jaz le en fule primer, ki praviš tem s tokom in je, sem govoril z eno punco, jaz sem ji ful rekel, če smo meant to be, bomo bili meant to be. Ampak ful to ne pomeni, jaz bom zdaj sedel tle na kauču in bom čakal pač live. Pa to ne vem več, bom šel ven, je ful tako. Definitivno to ne pomeni ta primer sem jaz vzel tako, jaz bom šel zdaj do tebe in če na sredi avtoceste pade meteorit, fuck it, očitno res nismo meant to be. Ampak vseeno bom jaz naredil ta korak, da jaz grem do unega, ki hočem. In pol bo live rekel, ali pejdi naprej, ali pa stop. Tako da moraš biti ti še vedno aktiven. Definitivno. In ne moraš se lih to, sej se ne prepustiš točno s tokom, ampak pač dovoliš življenju, da te vodi. Ti še vedno delaš stvari in pač si del tega Matrixa ali karkoli, ampak še vedno moraš ti narediti korake, ko boš ti naredil prograti, bo tudi tebi vesolje nazaj pošiljalo. Delaš, boš naredil kakšen korak, to sprašujem, mislim. V to smer? Ja. Ne, zato ker pač trenutno ne. Ok, ja, pa, ampak misliš trenutno ne, zato ker letos... To ti pravim za pol, ne? To ti pravim, da si zdaj na začetku, pač v smislu, ne? Da boš pol mogel tudi to, boš verjetno naredil nek korak naprej, ne? Zakaj? Jaz bom delal drugačne korake. Mislim, jaz tudi, jak zdaj so bilaterali, to je pač zdaj sem tu, pač sem del komunizma, karkoli je to, mislim. Ne, kapitalizma? Kapitalizma, sorry. Pač sem del society-ja in pač nekako moram plačati moje bills in nekako moram pač prispevati temu in to je pač moj delež. Nisem mislil tako. Ampak jaz sem tista tak totalen yin-yang. Ma nismo toliko, jaz sem ti yin-yang. Sploh niso toliko za primerjati. Ne, so, zato ker ti... Veš, kaj bi vam dal zdaj? Ste čuli za ikigai? To je v japonščini pomeni, kaj je tvoj smisel do življenja in kako ga najdeš. In imajo 4 točke. Do what you love, do what you're good at, do what the world needs and do what can be paid for. In mislite, da imate zdaj v svojem lifeu stvari, ki bi zapolnili vse to? Ne. Imate kakšno odkljukano? Ja, lahko vse obkljukam. Ampak lahko... Moraš različne stvari delati, ne vse v enem. Pač lahko vse obkljukam, ampak lahko pa tudi spremenim. Sem zelo versatile oseba in mi je lepo več stvari. Zato tudi ne maram se dati samo v en okvir, zato ker bi jaz res rad v življenju čim več stvari sprobal, čim več videl, čim več občutil. In pač zato mi je ful tudi ta stvar, da si nekom več. Ampak jaz sem nekdo, ki se ful hitro naveliča stvari. Jaz sem nekdo, ki ekstremno hitro se naveliča. Jaz bi čim več probal in čim več izkusil. In zato trenutno mi je cool, mi je vse to cool, ampak se naprej vidim v temu ne, zato ker vem, da me bo pač podpeljala nekam drugam. Zdaj kam, ne vem. Mislim, to se strinjam se strinjam s tabo, da pač je čar v temu, da probaš čim več stvari, ampak ena stvar je namenjena tebi in samo tebi, ker ti si najboljši v temu. To ni... Ena stvar še, tako, ki zdaj govorimo o teh stvareh, je to, ki moraš imeti ful odprte oči. Da moraš imeti ful odprte oči, ker se pojavijo kar sami neki hinti. To sem jaz opazil pač. Ful. Ampak nekdo ti nekaj reče, ti si ful dobro, ampak v bistvu, če si pa dovolj imaš odprto glavo, rečeš čak idej, kaj? Kaj delaš? In dejansko mi je zanimivo, ki lahko najdeš ful nekih. Ful se mi zdi, da se da narediti s tem samo, da imaš odprto glavo. Da nimaš zabito z stvarmi, kot so, ne vem kaj pač, da si samo obremenjen s svojim življenjem, moraš malo se zrelaksirati, zmeditirati, da imaš odprto glavo in pol kar pridejo hinti za neke nove stvari. To sem opazil. Ampak v kakšnem smislu? Zdaj ti dej, na primer, imaš nek cilj. In kako ti lahko pomaga, da imaš odprto glavo?
S tem, da najdeš nove rešitve za ta cilj. Imaš Ne, vedno ne pač samo rešitve, lahko tudi pičeš za cilj. nova špura, ne? Nova špura, ne vem, se ti odpre nova ideja za nek nov biznis. Če imaš odprto glavo, ne smeš se bati česa novega probati, če. Ne? To se strinjam. Tako, ker pač, fulkrat se mi zdaj se zgodi, da se pač, ker zdaj v tej moderni družbi, še posebej v kapitalizmu, kot bi rekel tim, Ne, komunizmu. kot bi rekel. je čar to, da v bistvu se vsak človek specializira za eno stvar, ne? In je v tem najboljši in to je najboljše pač za družbo, ne? Zato si plačan, recimo zdravnik je zato plačan. Okay. Bolj ko si specializiran, bolj si plačan. Ampak se pa da tudi ful dobro živeti, če pa si man of all trades, ne? Da malo, da vidiš priložnost in jo vzameš. Oboje se da živeti. Ampak veš, že se ful s tem ne strinjam. Ki sigurno v nečemu si najboljši. In bodi najboljši, ker od tvojega najboljšega bomo vsi dobili največji benefit. Ne? Kapitalistični mindset. Ja ne, je pizza, je res tako. Ne vem, jaz ne vem, če je to. Mislim, Ne vem, na primer, Jaz zase ne bi rekel, da sem najboljši v nečem. Ne vem, evo primer, ti si zdaj rekel, rad pomagaš ljudem. Zdaj samo tako. V čemu sem jaz dober in v čemu se jaz vidim? Ne, zdaj čakaj, samo za primer, ne. Si rekel, zdaj, ok, hočeš pomagati ljudem, ampak trenutno, na primer, pač delaš v restavraciji. In ko on lahko najboljše pomaga ljudem po celem svetu in vsi so boljši, tako da, na primer, veš, sledi temu, kar je najboljši, to bi pomaganje ljudem, odpre svojo ordinacijo, se začne širiti in s tem bo pomagal največjim. Zakaj? Ne. Ker on je najboljši v temu. Vidiš, tle mi pač pol, meni mi tle gre vse dol. Ampak zakaj? Zato ker pol začneš ti vzimati denar za nekaj, kar bi moglo biti zastonj. In pač ne. Tle si mi ti pravim, pač ne. Ampak ko boš preživljal? Zato nisi to, kar delaš, pač ni tvoj poklic to, kar si ti. Zakaj je treba vedno, ko se z nekom dobiš, vprašati, kaj si po poklicu? In da to vprašaš, stari so pač nobenega življenja. Zato ljudi vpraša to, pač, zato, ker to tebe kao identificira kot oseba, ampak ni res. Jaz sem še v letih, ko vprašam, Pač, kjer je faks. ni res, mislim, če smo pri ciljih, moj največji cilj je biti igralec in si res želim biti igralec in vedno sem dober v temu in najboljši, verjetno nekdo boljši. Samo, fora je v tem, sorry, ki ste prekinuli, ampak ti si želiš biti igralec, ampak koliko si se ti prijavil na nekih audicij? Dosti, kaj pa ti veš, kaj sem Vprašam, nisem te sprdal. Vprašam sem. Dosti. Tipo, vsak teden se prijaviš. Ne, to sem včasih ful več delal. Ja, no, veš, pač prišle druge okolice stvari v mojem življenju. Kolikrat si ti probal narediti biznis in si se usral in ti je bilo bala? Nikoli mi ni bilo bala, jaz sem še vedno na novo. Ker nisi dobil tvojega fucking prebitega milijona, stari. Se probam vsakič, Ja, vsak vem, ker teden. gledaš za ta fucking milijon, ki mi že te bo srečo in te ne bo. In the end of the day, we get there s tabo, stari. Vsakeč, ko je ta pogovor, pridemo na točno to. Probaš narediti nov biznis, zato da priješ do tega kurčevega milijona, da boš pol hotel imeti 2, da boš pol hotel imeti 4, da Nisem boš pol tega hotel imeti rekel. 10. Ne samo pravim, da Zato ti pač... pravim, you cannot compare us two, ker imamo doma totalno drugačno vizijo življenja. Bolj Jure, po moje, popravim, če se motim, prihaja iz tega, da če imaš nek cilj, neki, ki hočeš, pač delaj 150% na tem. Ja, valjda. Ja, to ti pravim. Definitivno. Samo to pač pravim. Ampak kdaj pa v življenju tudi treba pač narediti, deliverati, pustiti marinirati in pustiti zalivati to in čakati, da pač... Meni se to osebno zdi samo kot bullshit. Meni osebno. Ja, se pač tudi zato, ne ker strinjam s tem. kaj češ zalivati, mislim, ne vem, pač sej lahko mislim, jaz, meni je ful smešno neki, nija vez. Ne vem, če to obstaja. Se mi zdi, da je to samo pol nek, se pač predaš nekako lovki. Ne, meni se pa to zdi preprosto... Mislim, oboje deluje verjetno. Ne, pač vsak, kot sem ti rekel, vsak pač teče svoj maraton in vsak ima svoj... Ja, lahko Kaj rečemo, misliš, da bi... Ti pravim, da pač življenje je kot fucking letni časi, stari. Se strinjam z vsem tem, samo ne vem, če so letni časi, včasih pač ni obdobje, da haslaš, da se trudiš. Ja. Jaz se strinjam s tem. In jaz trenutno vem sam pri sebi, da trenutno je moje obdobje self-growth. Pač včasih ne moreš. To sem tudi meni že zgodilo. Da jaz tudi nisem mogel delati na svojih ciljih. Sem probal forsirati stvari, sem probal delati stvari, sem probal forsirati in me je blokiralo. To se strinjam. In pol sem pač začel to od vesolja, da trenutno, kjer sem, v tem dejanskem času zdaj, je pač čas zame. Nisem si ga vzel toliko let, da sem si ga vzel pač po mojih 27. To je ful pomembno. Sem si vzel čas zase, to leto bom ga namenil samo sebi,
samo svojim čustvom in stvari, ki sem jih dal skozi v življenju, da jih prefiltriram, da bom jaz ok, da bom jaz dovolj pripravljen za sploh narediti katerikoli korak naprej v mojem življenju. Glede tvojega cilja, ne praviš, bil rad igralec. Ja. Vzameš zdaj 2 tima. En tim je to zdaj ti, ki furaš, Ja. in en tim isto ti vse, ampak je obseden z igralstvom. Veš, 24/7 audicije, 24/7 klesi, 24/7 če je audicija v Barceloni, fuck it, bo delal po cele fucking dneve, da lahko gre na letalo, da gre tam na fucking audicijo, bil zavrnjen, bo prišel nazaj, bo dobil drugo audicijo nekje drugje. Pač na koncu dneva, kjer misliš, da bo bolj srečen? Ta desni. Ja? Ja. Zakaj? Zato. Jaz to mislim, da bo bolj srečen ta. Vprašam. Ne vem. Veš, Pač uni živi live za svoj cilj in uživa v tem. Noben ne pravi, da Veš, kaj je trpi. fora trenutno, da jaz tebi govorim iz oči sedanjosti, ker jaz trenutno živim. Ja, V identiteti, ki jo imam trenutno. In trenutno vem, da to, kar delam zdaj, čeprav je dolgočasno in annoying in je everyday, Sej vsaka Basic. stvar bo tako. mi rabi. ja, Pač, in ne vidim se nič drugega trenutno početi. Imam okvirno sestavljeno, kaj bom, kaj ne bom. Ker pač tako je live, kot smo rekli, ja, seveda, pač postiš, da univerz naredi svoje, ampak še vedno moraš tudi ti stopiti kakšen korak, ker če ne boš dobil nič. Manifestirati moraš, kaj? In ja, mislim, ne vem, pač veš kaj, kot sem ti rekel, življenje je res stari igrica. In trenutno sem jaz na levelu, ki se pač želim res osredotočiti na se, ker I've been through some hell in stvari, ki sem jih dal skozi v življenju, ponavadi rabiš psihoterapeuta in tablete in stvari, da prideš sploh v sebi od tega, da sploh pač lahko živiš naprej normalno. Ne maram deliti tega, ker ne bom, ampak ti pravim, vzel sem si zase čas in sem super. Psihično sem top. Tako da mi niti malo ni bala celo leto stagnirati in se vzeti za svoj pis. prav je tako. In bom. Rabiš malo. No. In pač Piece of that ass. Ejo! Sej, jaz se spomnim poleti, tudi sem full hotel, ma ni šlo. ja, ne gre, kdaj ne gre. Tipo, kot da sem se spomniš. Jaz sem bil tak, jaz sem se zabijal z glavo tako v zid. Sploh nisem mogel, fizično nisem mogel. Sem bil preveč utrujen. Čeprav pa je edina stvar, ne? Ena stvar je tle še zelo pomembna, ki pa je taka zanimiva. Jaz sem imel malo srečo. Če imaš day-to-day job, lahko hitro po moje zamešaš to, da si pač brez energije, da slediš nekim svojim sanjam, zaradi tega, ker si utrujen. In zato, recimo ti, ki delaš dol, ne, se ti zdi, da veš, če bi pa imel čas vse zase, bi lahko več časa namenil temu. Ne? Definitivno. Ampak je pa tveganje, ki ga moraš sprejeti. Ja, tako da pač recimo to bi bil moj strah. Recimo. Tako, jaz pač že dosti krat sem rekel, da bi se rad preselil v tujino Ja. in pustil vse za sabo in naredil ta korak naprej v moji acting karieri, ampak Kam pa je prišel? po mojem najprej bi potipal v Italijo, zato ker nekako raste. Grande Fratello. Ne, ja, tudi to je opcija. Ti bi bil da direkt za tudi Grande vidijo. Fratello. Ampak tako bi šel v Italijo, ampak ti pravim, tle je moj strah, ne, tle zdaj, kaj me je strah? Strah me je, Strah poraza. ne, strah me je pustiti vse za sabo, strah me je iti ven iz tega varnega babla, ker sem si ga naredil, ker tle je pač safe zone, imam vse ljudi, ki jih imam rad, imam vse imam, kar rabim, imam denar, imam super plačo, res, zame je to absurd, kjer sem jaz prišel finančno in zdaj je ono več stari. Kaj bom stari, zajebal vse to, kar sem si ustvaril, ker sem si jaz ustvaril, mislim, hvala vesolje in vse, ampak in the end of the day was my work. Sem si ustvaril marsikaj, sem cool, stable financially, vse in ga bom zdaj to vse tle pustil, zajebal, ker lahko ne bom nikoli več to imel, zato da grem probat slediti svojim sanjam, ki mi lahko ne bojo uspeli. Štekaš, je Samo. dvorežni več, tako da jaz trenutno sem si vzel 1 leto zase, da
growam pogruntaš, some balls in pač grem. Ker vem, da Ja. bom šel 150%. Ker če boš, ne vem, če boš star 70, če bomo prišli do 70, Jaz imam regretov, da nisem šel. boš regretal, da nisi Jaz šel. ja. Ali karkoli naredil, ker pol do konca dneva je res samo igra. Pač sej zato in ti pravim, da zdaj sem tudi zdaj leto zase in pač... Pač v bistvu se stabiliziraš in polniš tvoj super atak. Ja, pač dejansko sem zalivan. Zato rečem, da zalivan. Ker pač imam splanirano, kolikor toliko okvirno z stvarmi, z filmom, v katerem sem igral zdaj, z deliverjem, ki sem ga naredil, sem zelo ponosen na svojo igro. I'm standing for it. Tako da čez eno leto, če poznaste kakšnega agenta ali karkoli, ki lahko... Aha, ampak vidiš to? Kaj če poznaste? Faki ne iščite. Se bom, ampak bom. Ti pravim, da sem zdaj Matej poznam. zalivan. agente, Pač definitivno Italijane. imam malo potipano, kaj mislim, kako mislim, ampak pač zdaj growam balls in pol pač, ko bom šel, mislim, da smo videli pri meni, da jaz, ko gremo stvari, grem 150 in jih pač achievam, ker I'm a fucking Virgo. In ja, ne vem, bomo videli, kaj čaka me. Za mene je zanimivo. Veš, kaj meni je lepo pri življenju? Ker ti lahko imaš vse splanirano. Ampak pol ti lahko vse se poruši. Najboljše tako, vse kratkoročno lahko neki dnevni bazi ja, lahko planiraš, ker si pač ostalo so pa ideje in cilji neki. Hell of a ride. In tako res, nisem bil še, tudi, Men- veš kaj je tudi res? Sorry, veš kaj je tudi res? Nisem bil še pripravljen. Nisem bil še psihično pripravljen za iti v tujino. Zato, ker vem, da sem imel probleme s substancami, vem, da sem imel probleme z alkoholom in jaz v onem obdobju, če bi jaz šel v tujino ali pa jaz ostal v Barceloni takrat, jaz ne bi achival nič. Zato ti pravim, da je seasonal. Kot je vreme seasonal, smo tudi ljudje. In kdaj je prav se vse ustaviti in tako reči vršiti Iti v jamo, iti v jamo. Iti v jamo in vršiti par let, zato ker pač takrat ni bil čas in res ni bil takrat čas za me. In zdaj je čas za moje... Samo veš, kaj se je zgodilo? Zalivanje in Boš pa spoznal videli. enega fanta, boste Ne. imela otroka. Ne. I'm out of that, jaz ne seksam več, nimam časa. Kaj če boš spoznal na puncu, ki ti bo ful Ja, všeč? jaz sem vedno open. Jaz, veš, da sem, jaz ne In verjamem v boste spolno. imeli družino in Pač pol ne boš verjamem rekel- v spolno pol boš usmerjenost. prišel, pol boš prišel, boš 70 let, boš imel onega otroka, boš rekel, ti si kriv mali. Zaradi tebe nisem šel. Ne, jaz tako ne verjamem, mislim, verjamem v spolno usmerjenost, ampak jaz verjamem bolj v atrakcijo med dvemi osebami, v energijo. Ti samo si potreben, stari. Ne, In nisem. rečeš Ti vsemu, si ja, potreben. Tako neki Ni seksa več, stari, kaj je s tabo? Nazaj sem, ne vem, 7 mesecev nazaj z unim, ki Pač me ti si toliko, razočaral. ti si To je toliko next down level bad, desperate, ti si ja. toliko down bad, da bi vse. Ja, še tebe bi, stari, pol si predstavljajo, no, res. Pa Mateja? Glivica mona. Mateja? Vsebi, stari, pa po ribo bi tudi. Čakajte, zdaj Kaj pa imaš to? sem vam rekel, da imam skrivnost, da vam pokazati. Ok, ti mi ima eno skrivno. To narobe obrnjeno mogoče? Sorry ti, Karen. Kaj tašen si ti z lasi? No, ti paša lasi. Ok, work it. Kdo je to? Nič, malo se prodajam, da vidite, da lahko zgledam tudi dobro brez obrevi in z lasmi. Možda bi se mogel počesati. Verjetno, ampak... Ma ne, tak, Messi. Messi mullet. Oh, fuck. Dejansko to je dobro za igro, da si čelo, da ti lahko dajo vse na glavo. Tako da vidite, da sem zelo versatile, da imam zelo Ti bi prišel, androgen obraz. prišel delati si reklamo za... Da imam zelo androgen obraz, da lahko z mojim obrazom se zelo zafrkavaš, od brade do las, do brez obrvi. Dej, I'm a upali, fucking upali. chameleon, ok? Upali eno veselo faco, eno žalostno. Ne. To je pa za režiserja, da vam osebno pokažem, kaj sem pač... Pišite vsi na meet.team. Tako da... hello! To je bil moj surprise in... Dober si, lep si. Elo, kje ti paše? Zdaj pa gremo na vprašanja, najboljši del podcasta in danes te nas vprašali. Anže 2869, Jure bo milijon do konca leta. Veš, da bo. Bo? Kaj se smejete? Valjda bo. Tega leta? Ja. Idemo. Super, pa mi lahko plačaš presajevanje las v Turčiji, hvala Jure! Anonimno je ta gospodična rekla, punce s kratkimi lasi
ali punca z zobnim aparatom? Kaj bi raje? Oboje. Oboje. Zakaj ne? Kaj proti kratki? Realno proti kratki lasi, če je lep obraz. Ne, je mora ful biti lepo. punca za furat kratke lase. Ja, mora imeti obraz za kratke lase, also če ima zobni aparat, who cares. Mislim, če ima zobni aparat, je fucking vibe, bo imela lepe Dobro, samo zobe. čakaj, ja, če ima zobni aparat, Dino, to je verjetno malo mlajša, pa ne? Ja, take zate, ne, jebem tiš. Tyler The Creator Glazer 69, pogrešili smo našega tima, Miško naš. Oj, Novakovič Nikolina 20, kako ste kaj fantje? Super. Smo dobro. Jaz zadnji teden sem najboljše do zdaj že en cajt, tako reč dobro se počutim. jaz Vibe. sem super, razen pač, da nisem spal, ampak ja. Ne smem govoriti, tako da Ne smem govoriti. si mi rekel, kaj. Nič, shout out za naše sponzorje, imamo Barberijane, ki dela najboljše frizure, včeraj sem bil pri Boštjanu. Pol imamo, On ti lahko tudi naredi, da ti zrastejo lasje. Ne, to dela Boštjan, on ima teta dolge čupe. pol imamo El Toro Steakhouse, najboljši stejki na obali. Člani Burger, pejte probat! In še Anja masaže, če se želite sprostiti in zmasirati. Tako je, hvala, ker ste bili z nami, lepo je, da smo vas imeli tukaj. Tim? Čau. Mjav. Čau, čau.